Dober večer, drage gledalke in gledalci. Po enem mesecu se vam javljam. Imel sem občutek, da naredim en spontan videoposnetek. Tokrat bo morda sam posnetek amaterski, ker sam snemam, ampak morda prevlada modrost in srce. Za mano zadaj je reka Donava. Upam, da nas ta čoln ali karkoli je, črpa, mislim, da pesek, da ne bo delal preveč hrupa in da me boste slišali. Prav tako upam, da ste meditirali in da meditirate gledalci televizije ETV HD, ker brez vsakdanje meditacije popolnost naše narave je, kako se reče po angleško, a far cry, nekaj, kar je skoraj nedosegljivo. Popolnost ne pomeni perfekcionizem, popolnost je mir v umu, mir v čustvih, mir v fizični zavesti, čistost v umu, čistost v srcu, čistost v fizični zavesti in da živimo intuitivno, da vsak trenutek poslušamo svoj notranji glas, ker notranji glas nikoli ne zgreši. To je, kar mislim, ko rečem popolnost. Danes bi povedal nekaj o zadevah, oziroma lahko jih imenujemo katastrofe, ki se dogajajo. Imeli smo 7 dni nazaj požar v Sloveniji, prav tako v drugih državah, v Španiji, v Srbiji in pa v Grčiji. Pri nas je kar gorelo. Tako da bi povedal nekaj, zakaj se te stvari dogajajo. Šel bi 15-20 let nazaj, ko je bil cunami prvič na Tajskem. Vem, da je veliko ljudi umrlo, 1 milijon pa še nekaj. Če ste gledali moje oddaje na televiziji ETV, upam, da me slišite do tega čovna. Če ste gledali moje oddaje na ETV, potem veste, da sem rekel, da vse, kar se zgodi na tem svetu, ali je direktna Božja volja ali pa odobritev le-te. Se pravi, direktna Božja volja ali pa kar Bog odobri. Se pravi, če višja sila, kakorkoli to imenujete, ali Bog nekaj odobri, se pravi, da je to dobro za človeštvo. Mogoče si mislite, kako je pa dobro za človeštvo, da gori, da morajo ljudje evakuirati, da ljudje umirajo in tako naprej. Ja, dal vam bom nekaj, bi rekel, kaži poti modrosti, ki prihajajo iz mojega srca. Naprimer, 20 let nazaj približno, ko je bil cunami na Tajskem, je res veliko ljudi umrlo, čez 1 milijon. Ampak tamkajšnje države so bile skregane med sabo. Tajska, Filipini, pa še druge države. Ne vem, ne me držal za besedo, ampak mogoče Malezija, Indonezija, so bile skregane, tiste države, ki tam mejijo. In kriminal je bil velik. Tudi zdaj je, ampak je zelo manjši kot pred 20 leti. Tako da vsako leto je umiralo v tej državi, ali v teh državah, bom rekel, par 10 tisoč,
10 000 ali par 100 000 ljudi. Ni bilo enosti. In ko se to dogaja leta in leta, in potem, ko Bog vidi, da njegovo sočutje ne pomaga, potem on uporabi moč pravice. In ta tsunami 20 let nazaj ni bil nič drugega, kot pa moč pravice. Takoj, ko je bil tsunami, so prišle sosednje države, ki so bile skregane med sabo, in cel svet, bom rekel, je pomagal. Tako da bom rekel, Bog riskira, žrtvuje milijon življenj, da bi dvignil zavest človeštva. Da bi sporočilo je v bistvu, ne pobijajte se, imejte se radi. Če ne bi bilo tega tsunamija, bi do danes umrlo več kot milijon ljudi, več kot 5 milijonov ljudi, ampak na drug način, skozi vojne, skozi sovraštvo, skozi kriminal tam v tem delu. Ne? Kot drugo, to ni nobena zguba. Ljudje, ki so umrli, je bilo taka usoda oziroma odobritev Božje volje. So reinkarnirani in seveda se jim bo dala možnost, da napredujejo še naprej. Potem prav tako tsunami, ki je bil na Japonskem, ko je mesta odnesel, ne? Cel svet se je združil, enost. In to je, kar potrebujemo v svetu. Enost in ne separacijo, ne, bom rekel, separacijo, enost. Kakor pravijo po angleško, together we are united, separated we fall, nekaj tazga je izrek, ne vem. Skupaj smo združeni, če pa smo ločeni, pa ni napredka. Tako da Božja zavest in pa tudi naša zavest bi vedno morala biti za združenost, za enost držav, za enost sveta. Kjerkoli je ločenost, kjerkoli je separacija, pride do nesporazuma, do vojne in tako naprej. Tudi če gremo iz male družine, če je enost, če je razumevanje, je mir in ljubezen. Če tega ni v mali družini, je frustracija, nemir in tako naprej. Tako da Bog nam sporoča, da bodimo združeni. Prav tako v Sloveniji, ko je bil požar, iz Hrvaške je prišlo letalo, da pomaga. Iz Slovaške je prišlo letalo, iz Madžarske, iz Srbije 2 helikopterja. Ne? Včasih se pa te države medsebojno so se tako po domače povedano bockale, kregale. In Bog, sporočilo je, to ni treba, da vam jaz govorim, samo spustite se v srce, sporočilo je, imejmo se radi, ne sovražimo se, vsi smo eno, vsi smo, kot pravijo, vsi imamo rdečo kri, vsi smo pod istim nebom, ni važno, kakšne barve kože kdo ima, kaj kdo po religiji, to ne določa naš karakter. Ampak problem je, ker mi ljudje, ne morem reči, da večina, ampak mogoče polovica ljudi na svetu, ali pa ne vem, nekaj takega, že dojema to sporočilo. Ampak to sporočilo, nažalost, ne zvoni v ušesih tistih, ki imajo velik vpliv na nas. Ne zvoni v ušesih in ne vibrira v srcih politikov, večine politikov, ki imajo velik vpliv na nas. Tako da, kdo sem jaz? Jaz sem nič, da apeliram na politike, da se ne pogovarjajo samo o miru, ampak da začnejo prakticirati mir skozi meditacijo ali pa molitev. Ker edino, ko bo vsak človek ali pa vsaj tisti, ki imajo vpliv na države,
ko bodo prakticirali mir, potem bo v določenih državah zavladal mir. O pogovarjanju o miru. Dostikrat slišimo politike, ko pravijo, treba se usesti, pogovarjati diplomatsko. V redu je to, boljš to kot pa nič, ampak mir je treba tudi občutiti. Nažalost pa zelo malo, po moje skoraj noben, nisem se v to spuščal, noben politik nima težnje, da bi v svojem življenju občutil mir. Ker ko bo politik v svojem življenju občutil mir in stremel po miru v svojem življenju, najprej treba stremeti za mirom v svojem življenju. Potem se bo to projektiralo na druge. Potem bo definitivno želel mir vsem državam in svetu. Ampak nažalost, pač seveda je bilo takih politikov nekaj, tudi pri nas, ne bom imenoval imena, ampak so potisnjeni navzdol, nažalost. Ker danes, če hočeš mir, če hočeš biti dober, potisnjen, potem, če hočeš biti dober in promovirati srce, potem pravijo, da te potisnejo dol, da te odstranijo. Ampak to ni usoda človeštva, definitivno bo boljše. Ne rečem jutri ali pojutrišnjem, ampak čez 10-15 let se bo že poznala sprememba v tem svetu. Do takrat so lahko in bodo občasno kakšne turbulence. Tako da to je to, kar sem hotel povedati za danes. Se pravi, prav tako bi rad, da za konec naredimo eno vajo meditacije. Ta čoln je nehal ropotati in bil vam res, oziroma za vas je dobro, da meditirate, bil bi vesel, če bi meditirali vsak dan. Tako da dajmo narediti eno minuto ali dve vajo meditacije. Naredili bomo tisto vajo, ko se bomo koncentrirali na srce. Enostavno lahko date roke, obe dve roki na srce in samo svojo pozornost date na srce. Kakršnakoli misel pride, jo ignorirajte. Jo ignorirajte. Kakor oblaki, ko gredo mimo čistega neba. Nebeško, neskončno modro nebo ni prizadeto z oblaki. Tako tudi vaša zavest ne bi smela biti prizadeta z miselnimi oblaki. Ko pride misel, jo enostavno ignorirajte in dajte pozornost na srce. Lahko pa potiho ponavljate šanti, kar pomeni mir. No pa dajmo zdaj 2 minutke, 3. Dajmo za konec nekajkrat ponoviti tudi na glas mantro šanti, ki pomeni mir. Šanti, šanti, šanti. ที่
Shanti. Shanti. Hvala lepa za pogled današnje oddaje. Kako sem rekel, to je bilo spontano, nenačrtovano javljanje. Spet bom povedal, to snemam jaz. Trenutno se nahajam ob reki Donavi, tako da se vam opravičujem za morda neprofesionalen, ne morda, ampak za neprofesionalen, bom rekel, videoposnetek, ker ETV televizija dela lepše posnetke, ker so seveda profesionalci. Tako da lepo se imejte, meditirajte in se slišimo in vidimo v začetku septembra.